Zdaj krivijo bele moške za islamski prevzem. In s tem mislim liberalne ženske, ki se nekako vedno znova presegajo in dokazujejo, da so najbolj neumna skupina ljudi na planetu Zemlja. Včasih res ne morem verjeti, da so stvari, ki jih vidim na spletu, resnične. Pripravljeni ste na pravo idiotsko poslastico. Resnično sem že sita tega. Res sem utrujena od tega, da se moram vedno znova ponavljati. Česa si sita? Kaj moraš ponavljati znova in znova in znova in znova in znova in znova in znova? Imam občutek, da ti ni treba ničesar ponavljati. Lahko bi samo rekla tiho, ampak pustimo te, da se osramotiš. Torej, danes je bil v Berlinu napad. Kombi se je zapeljal skozi množico ljudi, ki so praznovali parado ponosa v Berlinu, ki jo imajo vsako leto. To je ogromen dogodek, eden največjih. In poškodovanih je, mislim, da v času snemanja tega videa 17 ljudi. Ena oseba pa je mrtva. Torej, ena oseba je umrla na paradi ponosa v Berlinu. 17 ljudi je poškodovanih in zaradi tega se počutiš frustrirano. Seveda si zaradi tega frustrirana, ker je to noro. In zakaj bi ljudje želeli izvajati teroristične napade? In seveda nam boš povedala, kdo so ljudje, ki podpirajo ta teroristični napad, kaj ne? In da so oni problem, kaj ne? Seveda, kaj ne? To ima smisel, kaj ne? V redu, torej gre za svežo novico. Med razvojem zgodbe bodo prihajale nove informacije in se bodo stvari spreminjale, veš. Torej je osumljenec islamski skrajnež. To je to. V redu, seveda je islamski skrajnež. Tega mi sploh ni bilo treba povedati. To bi lahko uganila že samo iz dejstva, da gre za teroristični napad na parado ponosa. Mislim, reci mi, da sem nora, reci mi, da sem genika, reci mi, kar hočeš. Običajno znam zaznati take stvari, to je pač tista močna ženska intuicija, ki je tebi očitno manjka. V redu, ali bo preostanek videa namenjen temu, da boš izpostavila islamiste, ki napadajo geje? Mislim, imaš rožnate lase, tako da moraš biti vsaj malo povezana z njimi. Zdaj so sumljivi, tako sem prebrala. V redu. Ne bom rekla ničesar o preostalem muslimanskem prebivalstvu, zaradi dejanj te ene osebe. Ker je to samo ena oseba, ja ne? To se ne dogaja pogosto. Mislim, ne moremo gledati podatkov in povezovati terorizma z islamističnim ekstremizmom. Ne, to je samo ta en samotni volk ljudje. To je samo en samotni volk. Ja, seveda. Lahko pa rečem, da so bili ljudje, ki so to praznovali, vsi beli moški. Mladi beli moški s križi na svojih profilih. Ker smo vsi to videli. Vsi smo videli, kako se odzivate na geje in kako jim nenehno želite škodovati. Nenehno dobivam sovražna sporočila na svojih videih, še posebej glede transspolnih oseb. Samo trenutek. Praviš mi, da je islamist pravkar izvedel teroristični napad proti gejem. Prav. On je tisti, ki izvede teroristični napad. Ti pa imaš težavo z ljudmi na spletu, ki jih to sploh ne preseneča. In ne vem, o katerih belih moških s križi govoriš. To je tista skupina, s katero imaš težave. Tisti običajni beli moški. So oni... Ali želiš reči, da so beli moški s križi tisti, ki vplivajo na islamiste, da sovražijo geje? Ker če to misliš, prijateljica, si prava mentalna gimnastičarka. Pravzaprav je to kar impresivno. Ne boš se skrila za drugo skupino grešnih kozlov in se pretvarjala, da so oni nasilni, čeprav si to ti. Imaš popolnoma enaka prepričanja kot ta moški, ki je izvedel ta napad. Oprosti. So bili oni tisti, ki so izvedli teroristični napad? Ali so bili oni tisti, ki so o tem govorili na spletu? Ker svoboda govora pomeni, da lahko o čemerkoli govoriš na spletu? Morda so nasilneži v zgodbi tisti, ki so storili nasilno dejanje, ne pa tisti, ki so ga razlagali na spletu. Si o tem razmišljala? Si o tem razmišljala? Modra, rožnata gospa s tisto podkvico v nosu. In poskušaš se distancirati od tega. In veš, zakaj to poskušaš narediti? Ker te je sram. In prav je tako. Prav. V redu. Beseda, ki mi pride na misel, je za ostali. V redu, o katerem napadu govori? Za tiste, ki ne veste, trenutno policija išče osumljenca, saj je ena oseba umrla in 16 jih je bilo ranjenih po napadu na berlinski paradi ponosa. Ena ženska je mrtva. Avto je zapeljal v množico na tem dogodku. Več ljudi naj bi bilo tudi zabodenih v napadu, ki se je zgodil malo pred 10 uro zvečer. V redu. Policija pravi, da poteka iskalna akcija. Policisti so objavili fotografijo osumljenca, za katerega pravijo, da ima znane povezave z islamističnimi krogi. Vendar še niso nikogar aretirali. In mislim, da boste presenečeni, ko boste videli to fotografijo. Mislim, kdo bi si kdaj mislil, da bo ta človek tako videti, kaj ne?
Mislim, če gledate njen video, bi predvidevali, da gre za belega storilca. In o tem bi rada govorila za trenutek, ker je teroristični napad sam po sebi srceparajoč. Res je popolnoma srceparajoč. Vsi sovražimo terorizem, vendar vidimo in vemo, da se terorizem povečuje zaradi določenih ideologij. In žal, to niso belci. Poglejte to za trenutek. In sprašujem se, ali je to iz berlinskega dogodka. Ampak v redu, to je napad. Morda je bilo 10 zjutraj. V redu, to je parada ponosa, ki je sama po sebi problematična. Mislim, da ti dogodki niso za duševno zdrave ljudi. To zgleda kot zelo nestabilni, duševno bolni ljudje. Če mene vprašate, nič od tega. Nič od tega ne deluje zdravo ali družbeno normalno. Prav nič. Zdi se mi zelo, zelo čudno na osebni ravni, ni mi všeč, ne maram mask, čudnih, volčjih stvari. Preprosto, zdi se mi čudno. Kaj pa delaš? Tam zadaj. Umakni se. Ne, umakni se, to je javna lastnina. Kaj ne? Marširaš. V redu, zdaj. Ne vem, kateri paradi to pripada. In to je posnetek napada. To je bil tehnični posnetek, kaj ne? V redu. Dogodek so popolnoma ustavili. Ljudje so seveda panični zaradi terorizma. Ampak želim, da si za trenutek ogledate ta posnetek, ker mislim, da to zdaj vedno bolj in bolj vidimo v osrednjih medijih. To je ženska. Queer skupnost se seveda. Ona intervjuana. Queer skupnost se seveda počuti ogroženo predvsem zaradi desničarskih sil. To je novinarka za NTV, Doro Stajs, ki poroča o terorističnem napadu v Berlinu. In ona je takšna, še preden vedo, kdo je napadalec, pravijo, da so to desničari. To so desničari. In potem, bum, nekaj ur kasneje, ta slika je objavljena javnosti. In ugani kaj? Niso desničari, ker je ta stvar z desničari, da so oni ekstremisti, le fasada. Popolnoma legitimno je, da ljudje gledajo videoposnetke gejevskega ponosa, ki so zdaj dosegli res popolnoma skrajno točko, res skrajno, in želijo o tem govoriti. Da to komentirajo, da jim to ni všeč, da menijo, da je nekaj narobe z našo družbo, ki to praznuje. V redu, to je legitimna stvar. In razumem, da se zaradi tega ljudje počutijo zelo nelagodno. Vendar je del naših svoboščin tudi to, da govorimo o stvarih, tudi če so sporne in zapletene. Samo da o tem govorimo na niansiran način. Vendar pa mediji vsak dan, ves čas poudarjajo, da je desničarsko nasilje tisto, zaradi katerega so te ljudje manj varni. Desničarsko nasilje je tisto, zaradi katerega so te ljudje manj varni. Zdaj ne pravim, da ni nobenega desničarskega nasilja nad geji. Tega ne pravim. Ne, ker včasih do tega pride. Ampak ironično je, da mediji o tem govorijo o tem in imaš to dekle, ki se pritožuje zaradi tega. In vendar je napadalec je islamist. In na neki točki se moraš začeti spraševati, zakaj je tako. Zakaj želijo vedno kazati na določeno skupino, ki so pripravljeni izpostaviti stvari, ki jim v družbi niso všeč, in te ljudi označiti za skrajneže. Ko so v resnici nasilni tisti, ki so tako rekoč del skupine Geji za Palestino. In oni ljubijo, in oni to in ono, kar je popolna neumnost, je neumnost od začetka do konca. In to so vprašanja, ki si jih moramo zastavljati. Razumete, kaj mislim? Hvala za vašo pozornost pri tej zadevi.